Pojdite in učite. In šli so. Dobro jutro, lepo pozdravljeni v naši misijonski rubriki, ki bi danes na začetku rada spregovorila o lepem sodelovanju različnih deležnikov pri pomoči svetu, pri solidarnostnem pogledu v nerazvite dežele, pri misijonskem pogledu v ta naš pisani svet. Mislim na lepo sodelovanje Slovenske Karitas in Misijonskega središča Slovenije. Jana Lampe, Slovenske Karitas, pripoveduje. Ja, Slovenska Karitas zelo lepo sodeluje z misijonskim središčem že od nekdaj. Veliko v bistvu projektov smo tudi skupaj naredili, tako da smo sredstva združili, ko smo gradili šole, zdravstvene centre. Pač vsak nekaj je prispel, nekaj mi prek naše akcije za srce Afrike, nekaj dodalo misijonsko središče. Velikrat je bila pa to še kombinacija sredstvi Ministrstva za zunanje zadeve, ker smo se prijavljali na razpise, tako da lahko rečem, da je to ti projekti šole, zdravstvene centri, porodnišnice, vodnjaki so velikrat res ena taka velika pomoč cele Slovenije. Skupen sad. Tako, in kako so ljudje v bistvu domačini, vedno presenečene, pa sestre domačinke, kako lahko ena mala Slovenija toliko pomaga in tudi zelo so hvaležni. In naši misionarji in domačini vedno to izražajo in tudi molijo za vse dobrotnike, za vse darovalce, tako da hvala vam. Ko se pogovarjamo o pomoči afriškim misijonskim deželam, pogosto pomislimo tudi zaradi akcij, s katerimi smo že obiskali, na Ruando, pa Burundi, pomislimo na Ugando, morda Etiopijo, potem na vse naše poti z afriškimi deželami, ki smo jim skušali pomagati prav s pustno sobotno iskrico, in letos smo spoznavali tudi Centralnoafriško republiko. Pač res sem bila zelo šokirana, žalostna, ko vidiš v bistvu vso to revščino, ker Centralnoafriška republika je po naravnih virih po svoje ena najbogatejših držav na svetu. Kaj imajo? Diamante, koltan, zlato, nafto, uran, pač dobrin res ogromno. Ja, kljub temu pa? Po indeksu človekovega razvoja so pa recimo na zadnjem mestu. Groza. Res. In tudi ko gledaš recimo ljudi, vsi ljudje tudi odrasli so v bistvu bolj majhni, pa suhi. To je v bistvu posledica kronične podhranjenosti. Se pravi, če si ti kronično skozi podhranjen, nimaš dovolj hrane, v bistvu ne zrasteš svojim letom primerno in tako naprej. In ko smo bili tam v centru za podhranjene otroke, ko vidiš te otroke, res kakšni žalostni obrazi, res solze ti pretečejo, ker človek pomisle, na ena strana ne imamo tukaj vsega dovolj, hrana se velikrat preč meče, da imamo kulturo odmetavanja, po drugi strani pa toliko ljudi v bistvu je brez hrane, zato res moramo biti solidarni pa pomagati. Tudi naravne razmere, tam razdalje so zelo velike, zelo težko ljudje sploh kam potujejo tam v kraju, kot so. Jaz sem imela prvič v življenju občutek, ko smo se peljali tja na jug Centralnoafriške republike, da se peljem na konec sveta. Ja, to je ogromna dežela, recimo za 30 Slovenij. In ceste so zelo slabe, včasih ne vem sploh skoraj cesta ni, ne? Tako, ja. In smo se kar nek peljali tam, si rekel, kamo pa zdaj prišli, in sem imela res občutek, da gremo na konec sveta. Ampak vse tiste revščine, vse, kar opazuješ, potem pa priješ na ta misijon, kjer so sestre, potem se pa odpre, kar je na, ne vem, svetla luč, žare kupanja, ko vidiš, da res ta misijon, ta res odročen kraj prenesel neki napredek, neki novega, in ta zdravstven center, sestre so tudi vrtec za otroke odprle, tako prinašajo napredek. In čeprav so to kraji, recimo, ki ni toliko kristjanov, a ne, tudi Centralnoafriška republika je tudi veliko pač muslimanov, recimo velike tudi poligamije, potem incesta in takih stvari, ampak sestre so te ljudi sprejele take, kot so. In to je mene zelo, zelo ganilo. Res, in vsem dostojanstvu v bistvu pomagajo k boljšemu življenju. Recimo tudi ta naša akcija z delom do dostojnega življenja. 16 družin imamo vključeni v Centralnoafriški republiki, ki pomagajo pač pri delu na misijonu tukaj sploh, da vsak dan te družine nosijo vodo. To pomeni prav konkretno, Jana, da Slovenska Karitas prek dobrotnikov pomaga s plačilom njihovega dela, čeprav razumem, ne? Oni so za svoje delo potem pošteno plačani in to človeku seveda vrne dostojanstvo. Tako je. Imamo mesečne darovalce, ki dajo mesečni znesek za plačilo dela teh staršev, teh družin, oni pa vsak dan hodijo na misijon, pa opravljajo delo, pa dobijo plačilo za to. In tukaj je res toliko dragoceno,
ker tukaj ni vode, ni nobenega vodovoda. Tudi sestre imajo v bistvu pipe na misijonu, vse se nosi na roke iz vodnjakov. Tudi sestre ne vejo, kako bi misijon sploh deloval in sam misijon in zdravstveni center, vrtec, to je res en velik prispevek. Tukaj sem jaz ugotovila, da se lahko recimo zobe umiješ s pol deci vode in tako naprej. Vsaka kaplja je dragocena, ko včasih tukaj v bistvu uporabljamo preveč vode. Nobene primerjave ni seveda z našim življenjem. Jana, za kakšno veliko področje pa skrbijo, koliko ljudi obsega ta misijon, približno vsaj? Je ta misijon, ta zdravstveni center pokriva območje 14,000 prebivalci. Tako da to je kar pač velik misijon in res na različne načine poskušajo tem ljudem pomagati, ko sem rekla, zdravstveno oskrbo z izobraževanjem, sploh pa s to akcijo z delom do dostojnega življenja, ker moram reči, da v ta kraj, kjer imaš občutek, da nič ni, res ni nobene možnosti, ti ljudje, ki zdaj delajo, tudi drugim so v bistvu nek zgled, ena motivacija in tudi druge ljudi motivirajo. Hkrati pa ne samo, da so se materialno pomogli, ker to so bili res najrevnejši med revnimi, ker prej se drugi z njimi tudi pogovarjali niso, tudi to se dogaja, zdaj so bolj vključeni v družbo, drugih bolj sprejemajo. Sestre jih pa tudi v bistvu vzgajajo v drugih stvarih, ne vem, da so družine saj zgradile recimo med spalnicami, med bratci pa sestreci pregrade, ker je velik incesta in tudi, ker je pač mnogo ženstva tudi v tej drugi vzgojni noti recimo ogromno pomagajo, pa tudi sploh zgraditi jim bivališče, ker mnogi so tudi brez svojih bivališč, tako da na različne načine res sestre prinašajo en napredek, pa eno luč v ta kraj, da bi imeli ljudje boljše pogoje za življenje. Tako o nepredstavljivih razmerah in o skoraj da neizmerni pomoči slovenskega človeka razmišlja Jana Lampe, Slovenska Karitas, in te teme smo se znova spomnili v naši rubriki Pojdite in učite, le zato, ker bi vam znova radi rekli hvala vsem tistim, ki ste že pomagali in onim, ki se odzovete na podobne akcije, bodisi Slovenske Karitas, Misijonskega središča Slovenije ali vseh ostalih, ki skušajo pomagati tudi slovenskim misijonarkam in misijonarjem, ki jih tudi na začetku te nedelje prav lepo pozdravljam v imenu vseh nadaljavo. Lepo nedeljo želim, Jure Sešak. Pojdite in učite. In šli so.